Zadnjič sem obljubila, da bom naredila en post na temo prepona. Kaj pomeni petje s prepono in kako prepono najbolj optimalno krepimo, ne? Ampak preden gremo v to, sploh kako mi to treniramo, moramo vedeti, kaj sploh prepona je, ne? Ker večina ljudi, ko jaz rečem, no, daj skrč prepono, začnejo neki trebuh krčati, ne? V resnici, ne, pa prepono skrčem takrat, ko naredim vdih. No, zdaj, da ti to zdaj razložim. Prepona je zelo pomembna mišica našega telesa, ne? Brez nje mi ne bi dihali. Ona je takole vmes, deli moj trup na dva dela. Nad njo so pljuča pa srce, ne? Pod njo so pa trebušni organi. Okay? Tako je, kot v bistvu, veš, strop med dvema nadstropjama, okay? Je ona vmes, deli. Ko se ona skrči, poveča prostor v prsnem košu, v prsnem košu nastane podtlak in ta podtlak raztegne pljuča in v pljuča se posrka zrak in poteče vdih. Torej, prepona je tista, ki ustvarja vdih, ne? Ko se ona skrči, poteče vdih. Okay? Ko se prepona sprošča od spodaj navzgor, pritiska na pljuča in iz njih iztiska zrak in poteče izdih. Ne? Se pravi, prepona je tista mišica, ki ustvarja naše dihanje in zato mi lahko dihamo, brez da na dihanje mislimo. Zaradi nje, a ne? Ker ona se skrči, poteče vdih, ona se sprošča, poteče izdih. Okay? Se pravi, če te vprašam, med petjem se prepona sprošča ali krči? Ja, na prvo žogo bi vsak rekel, jo krči, ne? Ker nekaj moram jaz med petjem tukaj krčati, ne? V resnici pa med petjem prepona sprošča, ker med petjem poteka izdih, ker je izdih tisti, ki ustvarja naš glas, a ne? Izdih se zaleti od spodaj v glasilke in v bistvu zavibrira naše glasilke in potem glasilke ustvarijo zvok. A veš, tako v bistvu nastane, ne? Se pravi, zakaj je prepona zelo pomembna pri petju? Ja, zaradi tega, ker ona ustvari in vdih, a ne? In izdih. Kaj pa zdaj pomeni dobro petje s prepono, ne? Se pravi, če prepona gre hitro gor, je moj izdih tak. Je tudi zvok, a vidiš, tak, nekontroliran. Če gre prepona počasi, imam v bistvu ful ene kontrole nad svojim zvokom in zrakom in tudi zrak se bolj počasi sprošča. A vidiš, imam zelo veliko zraka, se pravi, jaz želim, da med petjem se prepona zelo počasi sprošča nazaj v moj ta prsni koš navzgor, ne? In s tem, ko se ona počasi sprošča, ustvarja enakomeren izdih in jaz imam lahko poln glas in zelo tak kontroliran zvok. Okay? Zdaj pa, kako jaz kontroliram, da bo prepona šla počasi nazaj gor, ne? Prepona je mišica, na katero jaz nimam direktnega vpliva. Kaj to pomeni? To pomeni tako kot na srce. Če jaz zdaj srcu rečem, daj pospeš se na 123, ne bo, ne? Nimam tako direktnega vpliva, ne? Imam pa indirekten vpliv, ne? To pomeni, da si rečem, ok, grem laufat, pa bom pospešila svoje srce. A ne? A razumeš? Se pravi, jaz imam v bistvu na te moje notranje organe nek indirekten vpliv, ne? Nimam pa tako direktnega, da bi jih lahko nadzorovala, tako kot lahko nadzorujem kakšne druge mišice telesa, v smislu roko. Dvigam roko, evo, a ne? Se pravi, ene mišice lahko direktno nadzorujemo, ene pa direktno ne moremo, ker so pomembne, da vzdržujejo naše življenje, okej? Se pravi, prepono mi direktno ne moremo tako krčati, a veš? Lahko jo pa indirektno, ne? Če ti rečem, daj skrči prepono, kaj narediš? Vdih. Okay? Če ti rečem, daj sprosti prepono, kaj narediš? Izdih. Ne? Zdaj pa, a imamo mi zavesten vpliv na to, kakšen je naš vdih? Imamo, a ne? Se pravi, ti lahko med petjem poskrbiš, da je tvoj vdih poln, da v bistvu vdihneš, da grejo rebra v stran. Lahko to poskrbiš, ne? Kamot, ja? Ali pa je tvoj vdih plitek. Ne? In na to imaš zelo velik zavesten vpliv. Se pravi, ko treniraš prepono, moraš trenirati tiste stvari, na katere imaš vpliv. Okay? In najprej imaš vpliv na to, kakšen je tvoj vdih. Prav? Če bo tvoj vdih optimalen, potem bo tudi prepona šla že optimalno lepo navzdol. Če bo tvoj vdih plitek,
pol boš zelo težko optimalno pel s prepono, ker že prepona ni šla sploh navzdol dobro, ne. Se pravi, kontroliraj najprej svoj vdih, ne. Se pravi, vdih mora biti sproščena ramena, rebra morajo iti v stran, zato da jaz res vdihnem v zadnji del pljuč, okej? Potem pa kaj lahko spet kontroliram? Potem pa kontroliram lahko izdih, a ne. Se pravi, jaz lahko kontroliram, ali bo moj izdih da sem veliko zraka, da sem rebra kar prbila skupaj, ali pa da so šla moja rebra počasi nazaj, a vidiš, in v bistvu zdaj imam ful veliko zraka in ful lažje pojem in posledično moja prepona super prav in optimalno se počasi tako napeto sprošča. Okej? Se pravi, pa še ena komponenta je, a ne, pri izdihu, se pravi moje trebušne mišice, a ne. Ali bom jaz zdaj naredila a veš, sem prbila jih noter, ne. Zdaj, če sem jih prbila noter, si predstavljaj, kako je to pritisnilo na prepono od spodaj gor, a ne. Se pravi, da jaz držim tukaj, a vidiš, imam med izdihom kontroliram rebra, da ne padejo skupaj, in pa trebuh, da ga ne pritiskam noter. To tudi ne pomeni, da ga pritiskam ven, a veš, ker zdaj, če bom trda, pa bom to vse držala ven, tudi ne bo dobro za moje telo. Da je v bistvu ta prožnost od spodaj, ki pomaga, da potem prepona gre lahko počasi gor in da rečemo, da nekdo dobro poje s prepono. Okej? Se pravi, ja, ne, če razumemo, kako anatomsko oziroma tako, kako deluje prepona, potem ful lažje razumemo tudi, kaj moramo mi med petjem trenirati, da bo prepona šla lepo enakomerno gor in nam bo pomagala, da bo naše petje čim bolj optimalno. Evo, o tem lahko govorim še 1 uro, zdaj sem probala to strniti tako v en tak paketek, bolj kratek, tako da če imaš še kakšno vprašanje, sem ti na voljo, me prav zanima. Drugače ja, pa obstaja ogromno vaj, s katerimi pol treniramo te komponente, na katere imamo vpliv. A veš, kako vdih, rebra, trebuh, trebušne mišice, kako sem postavljena, ramena. Na vse te stvari imam vpliv in bolj kot to, če jih uporabljamo optimalno, potem sem skoraj sigurna, da tudi prepona optimalno deluje. Kul, daj, napišite mi kakšno vprašanje, pa se vidimo. Čau!